Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Ja, živijo. Živijo. Kaj bomo danes delali, Grega? Danes bomo podobno foromelke na zadnje in midva bova zdaj probala, če sva zmožna govoriti v stvari, ki nam imajo telefon, v besedi, ki nam imajo telefon zgenerira, pač randomno besedo. In a sva midva zmožna se pogovarjati o tej besedi. Se pravi, spet je ena modlinka, ki nisem vedela, kam morava delati. Pa se je rekla, da je na hit spomniti. Tako. In sva si. Tako da vidimo, se pravi, ta program zgenerira eno besedo in moraš tisti govoriti. Tako. Okay. No, koliko besed bo pa? Ne, vsak dve. Moje da dost. Ok. Bom jaz začel. Boš ti začel? No, zberi mi beseda. Ne bom gledal. A ja, jaz moram tebi povedati besedo. Ja, ti meni, jaz moram pa tebi. A ja, ok. Spanje. Spanje? Ja. Kaj bi povedal v spanju? Kaj bi povedal v spanju? Spanje je zelo zanimivo. Moraš imeti vsaj 8 ur na dan. Odvisen od tega, koliko se strpi. Ja, v bistvu, ja. Dojenčki več, mi pa manj. Je pa v bistvu spanje je ful dober za regeneracijo možganov. Spanje je že tako en bolj priljubljenih obdobij v dnevu. Ja, tako. Fajn je, če si len, ti je v bistvu to v bistvu glavna stvar, ki jo počneš. Sediš spanje. Pravi tudi beauty sleep, lepši si, če več spiš, tako da, če si len... Jaz nisem spal dosti v življenju. Jaz gleda še manj. Ne, se ne. To je pa to, kaj ne še povem od spanja? Kaj še, kaj spomnim, Sneguljčica je spala. Ja, Sneguljčica je spala, ja. Ste videli, da je konc Sneguljčice je ful drugačen, kot je pravljica. To bo mogoče še druga, da? Ja, to je malo tako. Ja, so kar grozne. Pa Trnulčica je spala. A ja, točen. Ja, Sneguljčica je umrla. Pa je pač... Aha, točen, ja. Točen, ja. Veliko pravljic je. O spanju. In ker smo pri pravljicah že, bereš pravljice? Svojimi sine? Zaenkrat še ne, ampak mislim pa, da bom. Mislim, da ja. Toliko o spanju. Gremo naprej. Mi bomo se pa pogovarjali o žogi. O žogi. Žoga je face dobra zadeva. Porabljamo pri športu. Ja. Lahko imaš fuzbalko, imaš tako žogo, imaš za mali nogomet žogo. Veš, da je za mali nogomet je neodbojna žoga. A ja? In kad na asfaltu igraš. Ja. Je drugačna kot koruna na travu. Futsal. Ja. Pa imaš za košarko, pa imaš za rokomet, pa imaš za squash. Tenis. Ja. Za ping-pong. Za ping-pong. Koliko žog poznamo? Am res, to bi bilo lahko. Ja. Pa imaš une otroške žoge, veš, kaj si podajaš. A si greva eno igrico delati? Vsak reče eno vrsto žoge. Kdor prej ne bo vedel, 2 sekunde imaš, da poveš... Zdaj sem ti že 10 povedal. Ja, no sej, prej slej bo zmanjkali. Nadej. Ker 2 sekunde... Nadej, nimaš 3-4 zdaj. Povej, začni. Košarkaška. Nogometna. Futsal. Tenis. Ping-pong. Rokomet. Kaj zdaj? Ja, okej. Hiter sem bil. In mi z žogo se igramo, večinoma časa se igramo z žogo. Lahko profesionalno ali pa malo za hec. V bistvu žoga je ena zadeva, ki so jo že v bistvu pradavnini, pa jo še danes uporabljamo kot zelo zabavna zadeva. Ja, krajši čas s tem. Malo je hecno, ne, brcaš pa zelo hodiš. Ali pa ne. Tako je. Zanimivo. In zelo pobijajo ljudje zaradi tega, ker brcamo med sabo žogo. Pa dobro. Je pa hecno, veš, imaš v Rimu Kruha in Niger, ne, gladiatorje gledajo. Čeprav pa danes. Gledamo, gremo na stadion, mi, če sebe gledam, pa mnoge, večino ljudi, ki nimajo lih dosti denarja, da gledajo milijonarje, kako si med sabo žogo podajajo. To je tako ful smešno. Drugače pa no, sej veliko še lahko v žogi povemo, ampak ne bomo. Ok, naprej, povej. Aha, 3, potovanje. O potovanju? Potovanje. Zelo rad potujem. Ja? Kje si že kaj bil? Kje sem bil?
bil sem v New Yorku, bil sem v Kanadi, bil sem na Krfu, Maturanc pač. Pa bil sem v Parizu, bil sem v Štokholmu, bil sem, kje sem še bil? Pa dobro, te sosedne, pač Benetke, v Avstriji. Ja, čeprav na Dunaju še nisem bil. Nisi še bil? Ne. To je znače se pogledati, že. Mojem. Arhitektura, tako. Ja. Ampak ne. Ja. Ja. Nasplošno potovanje. Ja, drugače potovanje je cool. Ful veliko stvari se lahko naučiš iz potovanja, ful stvari zveš, ful vidiš v bistvu načine življenja drugje. Že tako, mislim, že samo, ne, zveš v Ameriko, misliš, da so isto napredni, kot mi, pa so v kakšnih stvarih toliko za nam, da glava peče, pa misliš Amerika, New York, wow, ne? Pa realno smeti mečejo za cesto, tam taki kupi smeti so za cesto in ti se tam sprihajaš tako. Ja. Mislim, pač nima, je problem eno kanto dati, ne, mislim, najbrž je, ne, moraš cel sistem spremeniti ali pa, ne, trgovine so poraz. Tako, mislim, a veš, ko bi mislil, tako in pa v bistvu vidiš, prav različne kulture, različne narodi. Tako. Ja. Nekaj se enkrat sliš, sem en polcem slišal enkrat sam, da sem ga pozabil. Ampak nekaj vključuje to, da če potuješ, mislim, ne moreš, ne bi bilo rasistov, če bi ljudje potovali. Ja, zato mislim, a veš, če si ti v eni kocki zaprt, pa sam sebe, pa svoje vidiš, če pa to malo pogledaš, v svet bo pa marsikaj drugačnega. Dej. Nadaljujemo. Kaj naj ti rečem? Se lahko če vrneš keč. Govor mi o objektu. O objektu? Wow. Zdaj objekt je kot arhitekturni objekt, kot stavba. Imaš objekt kot slike. Ja. Ti si lahko objekt, če te nekdo slika. Imaš objekt v smislu čustven objekt, ne? En hrpeniš po neki osebi in on je tvoj objekt po želenju. Ali pa kaj tacga, ne? V bistvu, ja. Ampak, v bistvu, koliko bi rekel objekt, bi jaz pomislil na arhitekturo, se pravi na hiše, na stavbe in tako naprej. Če ne pa, kad malo bolj začneš razmišljati, mogoče pa še druge. Koliko je v bistvu širok pojem objekte, ne? Kaj je v bistvu vse? Objekt je v bistvu lahko vse. Veliko stvari, ja. V bistvu objekt je vanga. To je ta najbolj univerzalna beseda za objekt, se strinjam. Ne vem, bi še kaj povedal? Jaz sem zaključil tudi. Ok. Zdaj da pa lahko eno skupno. No, ker smo prke konc. No, evo, zadnjo bomo pa skupno dala. Se bomo pa odločila o snails. Snails. Se pravi, o polžih bi govoril. Tako je. Okej. Imamo polže, ki imajo hišco, imajo brez hišce. Imaš une luzarje, trdeče. Tako, imaš... Imaš morske polže. Tako, imaš risanko v polžu. Imaš kakšno zgodbico v polžu, zik obstaja? Ja, da hišo zmer samo nosi, da nikoli ni Nikoli ni brezdomc. Razen urni, ki nimajo hišo. So jih brezdomci. A veš, hotel sem reči, že sam polž lahko reče ljubo, da imaš druga ima, sam tudi on ne more zmer. Mislim, vsi te polži, ki imajo hišce lahko, ne, se tisto prav... Treba je ena dobra, ki sem jo hotel tudi zapeti po ekstrem. Enkrat se bom pozanimal, kako hišca raste skupaj s polžem. Stopiš najprej mejna, bolj pa velika. Kako to prije? Ali ga to sprot gradi, ali na kakšen način to? No, to je dobro vprašanje, ti veš, kako ta stvar poteka. A ni tako, da polž, on se rodi že s hišco, ali on najde hišco? Prvo vprašanje je, a se sploh rodi? No, dobro, ja, no pač, ja. Kaj se sploh polž? In to, ja. No, je strah. Ful nismo razgledali. Ne, pustimo to. No, če kdo ve, hišca. Ja, če kdo ve, kako polž rata, lahko napiše v komentar. Ja, ampak se on najde
kar hišice. A če mu ti zdrobiš hišico, a po mojem še umre. Po moje. Saj umke je navajen skozi hišico bi. No pa tudi drugega, če ga pohodiš. Ne pa tega ga ne pohodiš, sam zdrobiš mu pa greš. To je ena stvar, ki jo pri petkovni ekstremni ne bi probal. Ja, no, to je ampak, ja, čakaj, da sem ful zavila s teme. Hotel sem reči, že je na risanka, ker ste zajcem tukaj. Ne, ti sem pa želva. Želva pa zajc. A ni bilo to v Family Guy? Tudi zna biti, ampak... Pol želva pa zajca, kako pa zajca zvod. To je neka taka hora, ne spomnim se. Ja, ne še kaj ti povem pol že zdaj. Ja, sem ti povedal, kaj imamo še od polža zapovedati. Ful zanimivo je, da v bistvu polža zmeri tretiramo kot najpočasnejša stvar, pa ni nujno da je. Kaj bi pa bilo še bolj? Ali ga mogel vrsto? To vse zih na Google obstaja. Who's faster? Snail or venile? Hotel sem še reči. Pač. Je. Hotel sem reči, da je v bistvu dosti škode, ko skočajo polži. Mi tam na vrtu jih imamo pol. In jih je treba pol nekako ali stran pometati ali pa... Imaš pa prav gojišče za polž. Ja, ki se uporabljajo za kakšne restauracije. Najbolj. Ja, ampak... Poznaš kaj debljen? Ja, nek vem, da so... Čakaj, so že imeli, nek. Na Hrvaškem, ne vem, kje že. V glavnem, tudi o polžah se da pogovarjati. Če ne vole, tam je pot. Tako da zdaj sva lih kar dokazala, da tisti, ki pravite, da nimate teme za pogovor, zdaj imaš generator besed, ki je čist simpel. Ker povedam, pa jaz ne svoj dam. In se lahko pogovarjaš, pač sgeneriraš besedo in se tisti lahko pogovarjaš. Ja, ampak s tabo se lahko, če už pa kakšnega prvič srečo, ti ko pa ki praviš o polžah. Drugače bi bilo ful zanimivo. Pač tako, malo poseben si, takoj te drugače jemlje, če je tak zategnen človek na drugi strani... Ali pozitivno ali negativno stvar, te drugače jemlje? Ja, odvisno, kjer je on, če je on tako politek, bo rekel, kjer kretene, ne? Če je pa tako odprt, pa bo rekel, olega zajbant, kjera fora. Zajbant? Ti bi nekako, da bi en prišel do tebe rekel, olega zajbanta, jaz bi tako, okej, ne? Ne bi rekel, ti si ful glup, ampak probal bi mu slediti, zdaj pa bi pa videl. Če bi imel kakšne razloge, zakaj se pogovarjati o polžu, zakaj se pa ne bi pogovarjali o polžu, vse sem videl tudi dele. Ja, okej. Videl sem celo posnela. Ja, tole muhova, mogla fenja. Ja. Morivc. Ja. Muhe pa res nisem štaljske. Ja. Saj jaz pomislim. Je to to? To je to. Mislim, da sva povedala, kar sva hotela. Tako da, lep petek. In lep naslednji teden. Tako, se vidimo. Živjo. Adijo, čau.